100 let je za človeka dolga doba in v zadnjih 100 letih se je zgodilo marsikaj, dobrega in slabega. Če kaj spremljate avtomobilizem, ste verjetno videli že kar nekaj obletnic avtomobilskih znamk. Letos pa svoj okrogli jubilej praznuje še ena, ameriška, no njen ustanovitelj pa je bil v resnici Švicar. Rodil se je prav tukaj, v kraju La Chaux-de-Fonds na zahodu Švice, kjer je nekoč popravljal bicikle, potem pa je odpotoval v Ameriko in osnoval ena najbolj prepoznanih svetovnih znamk. Chevrolet je še posebej znan zaradi pojavljanja v množičnih medijih, vozili so jih astronauti, igralci, pevci in še danes svojo obliko privlačijo vse, ki imajo radi lepo. Novi Camaro je že lep dokaz. Ne vem, če obstaja kdo, ki mu ta avtomobil ni všeč. Oblika je nora in na njo stavi največ. Seveda pa je tudi pod motornim pokrovom tisto, kar mora biti. 6,2 litrski V8 s 318 kW oziroma 440 konji. Pa je to to? Je. Američani so še vedno tam, kjer morajo biti, torej V8 rohni. Moči je dovolj, menjalnik je sicer malo dolg, ampak ima odlične gibe. Tako da avtomobil se bo priljubil vsem, ki imate radi ameriške muscle-kare. V Evropi bodo ponujali samo različico z V8 motorjem, cena pa naj bi v Nemčiji znašala manj kot 40 000 evrov. To pa je že zelo ugodno. Vzmetenje so mu nastavili po evropskem okusu, pri obliki pa je jasno, da so kopirali original in jo začinili zelo sodobno. Camaro je širok in nizek avtomobil, ki izgleda nabildano, spredaj pa ima po zaslugi LED luči kar nekako preteč izgled. Kot da bo vsak čas napadal. Tudi znotraj so se poklonili ikoni iz leta 1969 in pred menjalnik namestili še 4 merilnike, ki pa jih boste verjetno bolj redko gledali. Takšen avto seveda ne porabi malo goriva, vseeno pa lahko med neobremenjeno vožnjo zapre dovod goriva 4 od 8 valjev in s tem prihrani nekaj malega goriva. Sicer doseže največ 250 km/h, če ima ročni menjalnik pa do 100 km/h pospeši v 5,2 sekunde. Za imidž pa je morda še bolj pomemben tale avtomobil – Volt. Gre za vozilo, ki ves čas deluje le na elektriko, čeprav ima vgrajen tudi bencinski 1,4 litrski motor. Slednjega uporablja kot generator, sicer pa je v dnu vozila ogromna baterija z 288 celicami, ki zadostuje za 40 do 80 km vožnje. Volt je v bistvu prehod med klasičnimi in avtomobili v prihodnosti, saj zaenkrat uporablja še konvencionalno omrežje, da šok ne bi bil prehud. Če zmanjka goriva, ga enostavno napolnimo na vsakem bencinskem servisu, če zmanjka elektrike, se avtomatsko vključi generator, baterijo pa lahko napolnimo tudi doma, na domači vtičnici, za kar potrebuje 4 ure. Zanimivi so sistemi, kot so Mountain Mode za gore, da se baterije napolnijo pred vzponom in potem bolje leze v klanec. Ali pa Holt, ki ne uporablja elektrike, dokler ne pripeljete v mesto, kjer imajo omejitve glede emisij. Volt potegne do 161 km/h, vožnja je zelo prijetna in tiha. Do 100 km/h potrebuje le 9 sekund, praksa iz Amerike pa kaže, da vozniki bencinski tank napolnijo vsakih 1600 km. Dokaj redko bodo polnili tank tudi pri tem Aveju, ki pa seveda spada v čisto drug rang avtomobilov pri Chevroletu. Malček je sedaj prvič opremljen z dizelskim motorjem, ki ima 1,3 litra delovne prostornine in 55 ali 70 kW, porabil pa naj bi od le 3,5 do 4,1 litra v povprečju, s čimer postaja eden najbolj varčnih avtomobilov nasploh. V glavnem, Chevrolet svojo ponudbo in ofenzivo ostaja med najpomembnejšimi igralci na svetu. V tem trenutku so globalno gledano 4. znamka. V Evropi pa bodo po vsej verjetnosti postali prva neevropska znamka. Prodajo so lani podvojili v primerjavi z letom prej in letos računajo na enak uspeh. In to sploh še ni vse. Naslednje leto pripeljajo še vsaj 3 čisto novi modeli.